Skratka, dobrodošli. Jaz nisem Artur, ker nimam brisače, sem pa dr. Bato Leviki, priznani zoolog. In nocoj vam bomo predstavili naše najnovejše odkritje, veliki blatar, Caenulentus magnus. Govori, to boste slišali kasneje. Za začetek pa... To vi mislite, gospod Blatar, razumeli? Gospod šesti čut? Mogoče. Mogoče pa tudi ne. Skratka, spoštovane kolegice in kolegi, veseli me, da ste svojo prisotnostjo pokazali zanimanje za moje delo in seveda za velikega blatarja. Način, kako je blatarja ravno kar predstavil moj sodelavec na levi, gospod dr. Nikolaj Lajič, je žal nesprejemljiv. Zato upam, da boste z enakim zanimanjem prisluhnili tudi izbranim argumentom, s katerimi nameravali izpodbijati teze dr. Lajiča. In kako, dr. Leviki, nameravate odgovarjati študiji, pri kateri ste sami sodelovali? Ne vam osvežim spomin, da ste z njenimi ugotovitvami vse do današnjega dne strinjali. Dovolite, da vas vprašam, zakaj odgovarjate danes, ko pa ste imeli za to več kot... Tu predstava. Tu je predstava. Sedite. Ja bi htio pozdraviti sve naše kolege znanstvenike z Hrvatske, štovani kolege, štovani kolegice. Torej, naj ponovim vprašanje. Dovolite, da vprašam, zakaj odgovarjate danes, ko pa ste imeli za to več kot leto dni časa? Mi se naravno razumemo za sve ove kolege doktore sa Hazuja. Ja bi samo htio naznačiti da ćemo pričati na slovenačkom jeziku. Ali vi ćete to sigurno shvatili, ako je neko iz Srbije, onda je još bolje. Ne veze. Nažalost, čo je nam predavanje. Da. Skratka, zavrnil bom predsodek, dr. Lajič, da spada veliki blatar med človeku nevarne dvoživke, še več zanikal bom tezo, da je blatar dvoživka, kot vidimo na rodoslovnem... No, to bomo kasneje. Trdim, dame in gospodje, da je izjemna občutljivost in inteligenca velikega blatarja, stran 3, treća stranica, od človeka zahtevata ponoven premislek o njegovi umeščenosti v rodoslovno drevo živalstva, in seveda o mestu, ki ga je človek prav tam namenil sebi. Svoje izvajanje bom zaključil z argumenti, ki podpirajo najpomembnejše in nobeno najbolj strašno spoznanje naših preučevanj. Veliki blatar izumira. Kljub temu, da je razumno bitje, ni razvil učinkovitih preživitvenih strategij. V Sloveniji bo zaradi vaših strokovnih napak, kot se boste preučevali kasneje, ko bo seveda že prepozno, kmalu živelo samo še 8 velikih blatarjev, no, 9, če štejem tudi tebe. A dovolite mi, dame in gospodje, da se na tem mestu prvo poklonim pokojnemu gospodu Črtomiru Raztrganu. Kaj? Nezaslišano! Kdo sploh je Črtomir Raztrgan? Pojasnite lepo, prosim. Dobro večer, dobro dan. Jaz sem šesti čut iz Indije, bom jaz pojasnil, glede na to, da sem se tudi jaz ukvarjal s velikim blatarjem. No, gospod Črtomir Raztrgan je bil v bistvu prvi raziskovalec, sicer amaterski raziskovalec dvoživk na Slovenskem. In on je že leta 1910 prvi opozoril na prisotnost enega zelo nenavadnega bitja na področju Ljubljanskega barja. In to je seveda veliki blatar, ampak on je o njem govoril kot o veliki človeški ribici, orjaški človeški ribici. Caenulentus magnum. In imel je pač težave s klasifikacijo rodoslovno tako živalstva, ker se ni mogel zediniti glede tega, kako žival diha. A gre za dihanje samo s pljuči, škrgami, oboje, nobeno od tega, skratka, imel je težave. Njegova tragična smrt nas je vse prizadela. Kako bi mogel pozabiti kolego Raztrgana, da je prav on, ljubitelj narave in pionirski raziskovalec, prvi opozoril na velikega blatarja. Mu žrtvoval mnoge ure, dneve, svoje proste trenutke in končno tudi lastno življenje. Toda
dame in gospodje, mar se ni prav ob tragični smrti gospoda Raztrgana porodilo in kasneje utrdilo prepričanje, da je veliki blatar človeku nevarna dvoživka. Gospod Leviki, dobro veste, da je veliki blatar Raztrgana dobesedno raztrgal. Upravičeno menimo, da obstaja možnost ponovitve. Res je, gospod Lajič, res je. Vendar nikoli ne bomo izvedeli, kaj je Raztrgan počel z blatarjem, pred nas je bitje začelo braniti. Naj navedem drug primer, ki obljublja možnost ponovitve, a tokrat mi boste morali verjeti na besedo. Tišina, Pavlo Andrejani. Pred 2 letoma, ravno v času, ko sem intenzivno raziskoval življenjske navade velikega blatarja, sem se preselil v hišo ob južni obvoznici, da bi si seveda tako skrajšal pot. Gospodje, v poslednjem redu, nemojte gledati ono škrinjo. In bil v raziskavi tudi sam udeležen. Nekoč, dame in gospodje, sem na poti domov zašel blaten udor, ki me je v hipu pogoltnil do pasu. Lasna teža me je vlekla vse globlje. Zato sem hitel in grabil bilke, grmičeve, vse, kar mi je prišlo pod roke, a nažalost je ostalo izpuljeno v mojih rokah. Tipal in grabil sem dalje, vse bolj gotov, da se bliža konec, dlaka mi se vložil v prsi. Takrat sem začutil oster kamen. Oprijel sem se ga z vso močjo in se začel vleči iz blata. Bil sem šibak, a vseeno se mi je zdelo, da sem zaustavil pogrezanje. Tedaj sem opazil, da ne vlečem kamen na sebi jaz, temveč da me kamen vleče iz blata. Vendar, to ni bil kamen, to je bil zobnik. Blatarjev zobnik. Ta je dobra. Ne pričakujem vašega razumevanja, gospod Lajič, samo posluh. Samo posluh. Ko sem torej spoznal, da me je izvlekel, oziroma rešil veliki blatar, sem se v trenutku streznil. Strah in utrujenost je premagala radovednost. Imel sem edinstveno priložnost, da si blatarjeve zobnike in nenavadna ključa pogledam iz neposredne bližine. Žal, to ni bilo mogoče. Saj se je blatar zasukal in zobnike naperil v razmočeno zemljo. Vstal sem in se z roko dotaknil njegovega hrbtišča, ki je pod blatno prevleko mehko in toplo, kot kakšna koža toplokrvne živali. Presenečen se sem odmaknil. Je mogoče, da je veliki blatar res sesalec? Medtem, ko sem mrzlično premleval novo spoznanje, se je veliki blatar že odaljeval. Deloma pogreznen v razmočeno tla je počasi viljugal proti mlaki. Takrat se mi je porodilo prepričanje, da veliki blatar človeku ni nevaren. Nasprotno, ladies and gentlemen, kot mnogi že veste, z bato živiva že leto dni v zglednem sožitju. Zato sem prepričan, da je veliki blatar miroljubno bitje, ki se za razliko od ostalih dvoživk, repatih krkonov in brezrepih krkonov, zna in želi sporazumevati. Pa kak je preveč, je preveč. Pustite ga najprej do konca. Vaše sklepanje zahteva dodatna pojasnila. Izvolite, gospod. Hvala lepa. Povedal vam bom, zakaj je veliki blatar v resnici nevaren. Ne zaradi silne moči, niti zaradi bojevitosti, s katero se odzove na redke sovražnike, vsi vemo, na koga mislim. Nevaren je, dame in gospodje, zaradi domljivosti, čutnosti, izjemnega čustvovanja. Njegov psihični ustroj je namreč daleč bolj napreden od človeškega. Ne govorim o logičnem mišljenju, ne govorim, temveč govorim o sočutju, o sočutenju. Povejte mi, je kdo od vas z blatarjem kdaj zares poskušal se pogovarjati? Mu je kdo zares prisluhnil? Ne! Raje za drag denar vzgajate neopogljive kosmatane. V akvarije zapirate robeznice in globedirine. Vendar z njimi ne živite. Imate jih kot domače živali, kot igračke. Ma resnično znate živeti samo z ljudmi. V tem primeru moja izkušnja za vas ni dostopna in ni primerljiva. Zagotavljam vam, da veliki blatar res ogroža človeka, vendar zato, ker ima več pameti, kot vi vsi skupaj, kot vsi zoologi tega sveta skupaj. Mater! Gospod Lajič, Opravičujem se. Vidva sta živ dokaz bata in jaz. Prosim, da poslušate spoved velikega blatarja. V samo trenutku